Pozdravljeni spet v Ambientih. Na vrsti je predstavitev največjega lesenega športnega objekta v Sloveniji. Tudi dobitnika nagrade Big C in najlesena zgradba leta 2020. Lastnik pa je želel še več, da ta zdrava lupina ne bi obremenjevala okolja in da bi v njej ustvarili idealne pogoje ne le za šport, temveč za bivanje na splošno. Ubral je veliko trajnostnih korakov ter med drugim vse skupaj začinil z zelenjem in veliko okusno izbrane opreme, ki briše meje med zasebnim in javnim. Iz 3 velikih kubusov sestavljen objekt je raj za ljubitelje skvoša, skupinskih vadb, namiznega tenisa. Po zaslugi uporabljenih naravnih materialov ter notranje klime z načrtovanim gretjem, hlajenjem in razvlaževanjem omogoča kar najboljše pogoje za trening, hkrati pa ni energetsko potraten. Marjana in Goran, kakšna je bila vajina vizija glede tegale objekta? Kaj vse sta želela v njem? Prvi skvošland je nastal leta 1991 v zelo potratnem industrijskem objektu, kjer pravzaprav nismo imeli kontrolo nad stroškom energije, elektrike. Poleg tega pa nismo ustvarjali idealnih pogojev v objektu. Po zimi je bilo premrzlo, poleti prevroče. Pomemben vidik je pa bila tudi nekakšna samooskrbnost in zelenost. Marjana, vidimo res ogromno rastlin, za katere menda vi predvsem skrbite. Želela sva zasledovati ta koncept trajnosti in povezanosti z naravo v večjih aspektih tukaj. Predvsem pa sva želela, da bi se ljudje tukaj počutili kot doma. Predvsem tudi zato, ker je to najin, lahko zdaj rečem, v zadnjih 3-4 letih postal ne drugi, ampak prvi dom. Gradnja objekta je trajala 11 mesecev, od konca leta 2017 do oktobra 2018. Razteza se na neto tlorisni površini več kot 1000 kvadratnih metrov in v 3 etažah, od katerih vsaka v višino meri več kot 6 metrov. Stavili so pretežno na les, ki je trajnosten material ter z vidika požara, vetra in potresa izredno varen. Bruno, kako ste želje investitorja spravili pri tem objektu v realnost? Ja, najino sodelovanje z investitorjem ima dolgo pot, namreč njegova želja je bila izvesti objekt iz naravnih materialov, zelo visok, v različnih nivojih 8 skvoš igrišč. Na koncu smo prišli do višine 14 metrov, brez kakršnih koli notranjih zavetrovalnih elementov. In na koncu smo z neko kombinacijo jeklenih okvirjev in pa zavetrovalnih križno lepljenih ploskovnih lesenih elementov dobili ravno tisto ravnovesje med togostjo in pa med težo objekta, da smo dejansko izpolnili vse kriterije, ki jih moramo spoštovati pri projektiranju objektov. Ta objekt je narejen temu, da tukaj obiskovalec sopiha, se malo matra in se veliko znoji. In v resnici, glede na svoje izkušnje, me zanima, kakšni so idealni pogoji za res intenzivno športno dejavnost, kakor je skvoš? Kar se tiče skvoša, je pomembno, da je tam nekje 18 stopinj, vsaj zaradi odboja žogice. Če je več, ni nič narobe. Slabo je, če je v bistvu v prostoru hladno. Drugač pa dosti dobro prezračevanje, pa tisto, kar je najpomembno, je to, da vam ne piha mrzlo zrak v hrbet, medtem ko se potiš. In mi smo to dosegli tako, da v bistvu hladimo in ogrevamo s pomočjo toplotne črpalke, imamo talno in stropno ogrevanje in hlajenje, dosti visoko rekuperacijo zraka in s tem pač dosežemo, da ne vpihujemo mrzlo zrak, ampak nam hladen zrak pada iz stropa v prostoru in poleg lesa, ki v bistvu to nekako uravnava vlago, mislim, da smo ustvarjali kar idealne pogoje. Gregor, tole je samooskrben objekt, ki se ogreva s toplotno črpalko. Zakaj ravno voda? Za ta tip toplotne črpalke smo se odločili predvsem zaradi naravnih danosti območja, v katerem je sam objekt umeščen. Drugi razlog je to, da podtalna voda svojo konstantno temperaturo skozi celo leto zagotavlja v bistvu najvišje možne izkoristke
In tretji razlog je ta, da geotermalne toplotne črpalke ne vplivajo na zunanji izgled objekta, ker so vse komponente sistema umeščene v samo kotlovnico. Globina vrtine se od primera do primera razlikuje. Tu je globoka 20 metrov. Pomembno pa je, da potopna črpalka pride pod gladino podtalne vode, kar omogoči nemoten pretok vode skozi celo sezono. Vodo, ki ima nenehno 12 stopinj Celzija, črpalka prečrpa v kotlovnico do sekundarnega izmenjevalca, od koder se njena energija uporablja za ogrevanje in hlajenje objekta. Vgrajeni sta dve toplotni črpalki, ki skrbita za ogrevanje, hlajenje in pripravo sanitarne tople vode. Za hrambo same energije skrbita dva zalogovnika v skupni prostornini 2500 litrov, za pripravo sanitarne vode pa dve stenski pretočni napravi Aquaflow. Obe črpalki lahko po končani življenjski dobi recikliramo, podobno kot les. Hkrati pa sta tudi visokotehnološki in ustrezata sodobnemu uporabniku. Če je v sistemu umeščenih več toplotnih črpalk, je kompresor, ki je v bistvu srce same toplotne črpalke, precej manj obremenjen, kar mu podaljšuje življenjsko dobo in hkrati podaljšuje tudi življenjsko dobo celotnega sistema. V prehodnem obdobju je tudi povečinoma dovolj, da deluje samo ena toplotna črpalka, kar tudi vpliva na skupno obratovalno število ur kompresorja. In danes se tako rekoč za vsako napravo v naši hiši, v našem domu pričakuje, da jo bomo lahko upravljali nadaljavo. Sej verjetno je podobno pri toplotni črpalki, ne? Ja, ne samo pri toplotni črpalki. Jaz lahko rečem, da večina proizvodov je povezljivih v internet, kar pomeni, da gre za neko inteligentno krmiljenje in uporabnik lahko dostopa do same naprave v bistvu od koderkoli. In tle se lahko pohvalimo, da v tem objektu to že s pridom počnejo. Da bi čim manj obremenjevali okolje in bili čim bolj samooskrbni, so vpeljali še nekatere druge rešitve. Na primer, vgradili pisoarje, ki se splakujejo brez vode, na strehi načrtujejo vzpostavitev zeliščnega in zelenjavnega vrta ter pridelke z njega ponuditi v baru. Že zdaj pa zelena džungla in reciklirano pohištvo ustvarjata prijeten ambient v sprejemnici športnega centra. In potem sta veliko srca vložila tudi v samo opremo tega prostora. Kako sta ga želela narediti čim bolj prijaznega? Čim bolj prijaznega sva ga nekako želela ustvariti predvsem z stvarmi, ki smo jih že imeli iz prejšnjega Squashlanda. Nekako mize, pulte smo uporabili ostanke od gradnje, tako da smo skušali uporabiti prav vse materiale, ki so nam nekako bili na voljo in smo jih ukomponirali v tale objekt. Goran, malo za šalo pa malo za res. V čem je poanta squasha? V čem vidite romantiko tega nabijanja žogice v steno? Šport te pritegne, je izredno dinamičen, rečem pa vsakmu naj proba. In če se noter vidiš in če se noter najdeš, je to tvoj šport. Tako da te vabim na eno partijo squasha. Je tudi za nas starejše občane. Squash je šport, ki ga igraš lahko celo življenje in se ga tudi učiš celo življenje. Tako da jaz se ga še danes učim, čeprav igram že 30 let. Super, izziv sprejet.